Zdaj se v živo javljamo v Washington za najnovejše informacije našega glavnega dopisnika za ZDA pri I24 News, Mikea Wagenheima iz Bele hiše. Mike, predsednik, pravi, da smo bližje kot kdajkoli prej, ampak moram reči, da imam občutek, kot da sem to že doživela. Ali so tokrat res kakšni oprijemljivi znaki, da je to res? Nikol, kaj ti vsak dan govorim, odkar sva skupaj v etru od začetka marca, ko si me vprašala, ali je dogovor? Moramo počakati, da vidimo. Ne, ni dogovora. Ni dogovora. Preprosto ni dogovora, nič se ne dogaja. Govori se o pogovorih, ki bi morda lahko obstajali. Slišali smo, da naj bi bil dogovor sklenjen v ponedeljek, potem naj bi bil včeraj ali danes, zdaj naj bi bil v petek. Ni dogovora. Preprosto ga ni. Iranci ne želijo dogovora, čeprav administracija pravi, da ga prosijo. Predsednik Trump ne more iz političnih razlogov in drugih razlogov popustiti temu, kar zahtevajo Iranci. In tako se bomo vrteli v krogu, kot to počnemo še naprej. Čakamo na bolj natančne informacije o dogovoru med Iranci in Omančani. To nam bo dalo nekoliko boljšo predstavo o tem, kakšno vlogo so ZDA morda imele pri oblikovanju tega posebnega dogovora. In bolj natančno, kakšno vlogo so morda imele države GCC pri oblikovanju tega posebnega dogovora, glede na to, da so bili Omančani v stiku s svojimi zalivskimi zavezniki glede svojih skrbi tukaj. Toda razen tega, kar zadeva prihodnji dogovor med ZDA in Iranom, je isto že mesece in mesece in mesece. Da, pogovarjamo se, da nekaj je na obzorju. In iz kakršnega koli razloga, že ta teden ta dogovor se ne bo uresničil. Torej, déjà vu, ki ga doživljam, potrjuješ, da je dejansko resničen. Mike, obstajajo poročila o tem, kaj naj bi ta tako imenovani dogovor vključeval med ZDA, Iranom in Omanom. Kako bi se to razlikovalo od memoranduma o soglasju iz junija? Takrat naj bi se Hormuška ožina odprla in začela naj bi se jedrska pogajanja. Ali se v bistvu samo vračamo k temu? To ni samo ponovna obravnava, pravzaprav bi bilo še slabše. Ampak, kot pravimo, dogovor se ne bo uresničil, toda okoliščine so se od tistega memoranduma spremenile. Dejstva na terenu, kot pogosto rečemo, ko gre za Izrael, so se spremenila v tej posebni situaciji v Hormuški ožini. In okoliščine, ki so se spremenile, so, da je Iran uveljavil svojo pravico, kot pravi, do suverenosti in postavljanja pogojev za tranzit v Hormuški ožini. Zdaj, Iran pravi, da to počne skupaj z Omanom, da bi nekako zavrnil nekatere od teh kritik, saj ima tudi Oman, po mnenju teh dveh držav, pravico, da postavljata svoje pogoje. To so njihove gospodarske pomorske cone in zato lahko počneta, kar želita, dokler je to v skladu z mednarodnim pravom. In Iran te pravice ni uveljavljal. Vedno so sicer trdili, da imajo neko pravico do tega, vendar je niso uveljavljali pred to vojno. Zdaj jo uveljavljajo. In to spreminja tudi okvirje dogovora. Zdaj, po poročilih naj bi osnutek dogovora v bistvu omogočal isto 60-dnevno obdobje, kot je bilo določeno v memorandumu o soglasju. Tranzit bi bil prost v tem 60-dnevnem obdobju, medtem ko potekajo pogajanja. To je isto, kar smo že slišali prej. Vrh vsega pa je, da Iran zdaj po njihovih besedah nadzoruje Hormuško ožino. To pred 28. februarjem niso zares trdili. Zdaj lahko ameriška blokada ostane v veljavi. Sankcije se lahko Iranu ponovno uvedejo ali pa se dodajo nove, ki prej niso obstajale. Torej, Amerika ima odgovore, ima protiukrepe na to, kar Iran uvaja. Ampak spet, to vodi le v spiralo ukrepov in protiukrepov, medtem ko predsednik Trump išče izhod, namesto da bi le dodajali ukrepe in protiukrepe. Mike Wagenheim, ki skuša vse to razložiti iz Bele hiše. Hvala za te posodobitve. Za več informacij se nam zdaj pridružuje tudi Dana Strul, direktorica raziskav na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodno politiko in nekdanja namestnica pomočnice obrambnega ministra za Bližnji vzhod. Dana, lepo, da ste z nami tukaj na I24 News. Nič še ni dokončno, kot bo zagotovo poudarila naša dopisnica v Beli hiši. Ampak pogovorimo se o poročanih podrobnostih, Dana, ker so zaskrbljujoče, saj se zdi, da Iran vsaj v neki obliki dobi nadzor nad delom Hormuške ožine. Kakšne so nevarnosti pri tem in ali je to nekaj, na kar bi lahko Washington dejansko posredno pristal prek Omana? Da, torej tukaj gre za temeljno načelo svobode plovbe, kar ima posledice daleč preko Bližnjega vzhoda. Ima posledice za vse druge pomorske ozke prehode.
Torej, kot je rekel Mike, so trenutno začrtane osnovne smernice tega dogovora in velja le 60 dni. In kaj še nismo slišali je, ali je to v skladu z mednarodnim pravom in ali bo Iran še naprej vztrajal, da lahko določa, kdo prihaja in odhaja skozi Hormuško ožino. To ima posledice ne le za države Bližnjega vzhoda, ampak tudi za širšo svetovno pomorsko skupnost in seveda za svobodo plovbe ameriške vojske. In če Združene države ne bodo vztrajale pri tem temeljnem načelu, bo to poslalo sporočilo zaveznikom in nasprotnikom po vsem svetu. Ali je Iran v močnejšem ali šibkejšem položaju kot pred junijskim memorandumom o soglasju? No, je hkrati v šibkejšem in močnejšem položaju. Mislim, da sta ameriška in izraelska vojaška kampanja povzročili zelo veliko škodo znotraj Irana. Iran ni več država na pragu jedrskega orožja. Njegova obrambna industrijska baza je bila močno oslabljena. Še vedno ima ostanke svoje mreže posredniških skupin po Bližnjem vzhodu, vendar jih še nismo videli, da bi nastopili na popolnoma usklajen način. In vemo, da težave, ki so vplivali na Iran pred to vojno, vztrajajo še danes. Resna inflacija, nezmožnost zagotavljanja elektrike iranskemu prebivalstvu, grozno gospodarstvo. Te težave se bodo po koncu te vojne še poslabšale. Po drugi strani ima Iran nov vzvod, ki ni v tem, da nadzoruje Hormuško ožino, temveč z eno protiladijsko balistično raketo ali enim dronom lahko ogrozi zaupanje in zavarovalniško industrijo v povezavi z ladijskim prometom v Hormuški ožini, kar ima velik vpliv na svetovno gospodarstvo. No, ostanimo pri tem novem vzvodu, saj še nismo prišli do pravega vprašanja, jedrskega vprašanja. Kakšna zagotovila morajo biti torej vključena v vsak nov dogovor, da bi zaščitili jedrske pogovore, če in ko se ti dejansko zgodijo, ter preprečili Iranu, da bi izkoristil ta vzvod v Hormuški ožini za poskus oviranja jedrskih pogovorov v prihodnosti? No, najprej mislim, da je v tem trenutku res pomembno to, da ne govorimo o iranskem jedrskem programu. Edina pogajanja potekajo med Iranom in Omanom in se nanašajo samo na Hormuško ožino. Trenutno ni nobenih pogajanj med Združenimi državami in Iranom glede njegovega jedrskega programa. Kar pomeni, da imamo poročila o tem, kaj sta izraelski in ameriški vojaški operaciji storili znotraj Irana. Obstajajo tudi poročila o elementih jedrskega programa, ki so še danes prisotni. Vemo, da je predsednik Trump prejšnji teden odobril dodatne napade, ki jih je nato ustavil. Ti pa bi bili usmerjeni na določene dele iranskega jedrskega programa. In težava je v tem, da se, kolikor vemo, zavezanost režima k obnovi tega jedrskega programa ni spremenila. In tako se postavlja vprašanje, če imamo nekaj časa, toda kaj bomo storili s tem časom? Ni zaveze, da bi bili mednarodni inšpektori prisotni na terenu. Ni rešitve glede preostale zaloge obogatenega urana v Iranu. In brez odgovorov in postopka za ta vprašanja je to še vedno zelo negotova situacija. Ja, zagotovo so to glavna vprašanja, ki ostajajo za prihodnost. Dana, kaj pa zalivske države? Kaj bi lahko zahtevale, preden bi zaupale temu dogovoru glede svojih izvozov skozi Hormuško ožino? Mislim, da so zalivske države v res zelo težkem položaju. Trenutno so njihova gospodarstva precej odvisna od izvoza in tranzita skozi Hormuško ožino. Še posebej države kot sta Kuvajt in Bahrajn, ki nimata nobene druge alternative kot Hormuško ožino. Veliko poročil pravi, da si številne od teh držav trenutno želijo deeskalacije. Po drugi strani pa mislim, da se zelo dobro zavedajo, da temu iranskemu režimu ni mogoče zaupati in da ne bo partner za mir. Glede na raznolikost napadov ter širino in obseg iranskih napadov na te zalivske države. In tako se postavlja vprašanje, kako naprej iz tega zelo interesnega, zelo začasnega dogovora o Hormuški ožini. Dana Strol, hvala, da ste z nami delili svoje poglede danes na i24 News. Hvala. Hvala, da ste me povabili.